par besed pred vodom v igrico. Zaigrali bomo eno igro, ki človeškega kralja pa kralja, večnega kralja Jezusa Kristusa. Torej, kot smo slišali v Evangeliju, na eni strani imamo človeškega kralja, na drugi pa Božjega kralja. Torej, vsi vemo, človeški kralj, kaj iščemo mi, ko hočemo biti najboljši, iščemo uspeh, slavo, čast, bogatstvo, denar. Torej, vsi želimo, da bi nekdo bili, da bi nekaj veljali na svetu. Torej, to smo, če gledamo človeško na to, kakšni bi naj bili kot kralji, ali pa da bi bili tako malo cenjeni pri ljudeh. Večni kralj je pa čisto, ali pa Božje kraljestvo je pa čisto nekaj drugega. Torej pa služenje drugim, odpuščanje, pomoč, da pozabimo nase, da pomagamo svojim bližnjim, da ne gledamo nase, da bi nekaj veljali, ampak da se drugemu približamo, drugemu želimo nekaj dobrega narediti zaradi njega, ne pa zaradi sebe, da bi sebe dali naprej. In to bomo malo prikazali, pa še bom na koncu pozorno gledajte, poslušajte, na koncu bomo še kaj malo šli skozi. Pa bi prosil veroučence 7. razreda, lahko tale trak date v stran, pa se v drugo vrsto samo usedete. Veroučenci 7. razreda, samo pojdite v drugo vrsto, v vredo. Torej vabim sedaj, torej ministranti tudi sodelujo, tudi ministranti bodo igrali, prej nisem rekel. Torej vabim sedaj viteze in Turke, vabim pa kralja, vabim sem. Kralj sedi na prestolu, zelo mogočen. Pred njim so zbrani podložniki. Oblečeni so v viteze, klečijo pred kraljem. Kralj ima govor. Poslušajte me, moja volja je, da osvim vso zemljo. Če kdo torej početi s nami, bo moral biti zadovoljen s hrano, ki jo bom imel jaz, in prav tako s pijačo in oblekami, da bo potem tako z menoj deležen, kakor zmage, tako tudi nagovor. Hočem služiti naš kralj, vse, kar rečem in zgodim, tudi dali svoje življenje zate. Tvoja volja je naša volja. Pojdite torej proti Aziji in osvojite tisti kos zemlje zame in deležni boste plačila. Kaj pa je naše plačilo, kralj William? Če zmagate, boste bogato poplačani. Dobili boste naziv za grofa ali plemiča, postali boste lastniki ozemlja in imeli boste veliko čast v naši kraljevi Španiji. Hočem služiti naš kralj William. William, William, William! Pojdite zdaj, vitezi! Kdo bo naš vodja, kralj William? Richard, ti boš vodja. V času njenega kralja, pokora do smrti. Gremo! Vitezi so potem šli osvajati nova ozemlja. Napotili so se proti Turčiji. Na poti so srečali skupino vojakov, ki so začeli žaliti njihovega kralja Williama. Kaj pa vi delate tukaj? Vzeli smo last tole zemlje. Kdo pa ste vi, kdo je pravzaprav vaš kralj? Naš kralj je William V. A William, tisti, ki mu še niti brata dobro ne daste, pa je že kralj. Kralj pa kaj? Pa dolga lase ima kot ena ženska. To je tisti, ki je grezdo, pa še povrhu ne zna govoriti. Tisti, ki je ramevža, še dobro, da ga ni tukaj, bi se pokakal v strahu, ko bi videl nas Turke. Tišina, tako poželi boste govorili našem kralju. Sicer? Kaj sicer? Neče vas bomo končali! Spravite se nam s poti! Vi se spravite s poti! Boj, boj!
Imamo pa tudi drugačnega kralja, Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, ki sedi na drugačnem prestolu, ki je ves ponižen in skromen. Pozdravljeni, dobri ljudje, kako vesel sem, da vas vidim tukaj zbrane. Pozdravljeni, Jezus naš kralj. Nehajte, prosim, jaz ne iščem slave in časti. Poglejte, pošiljam vas kakor jagota na volka. Čakaj, si to nas ne pošiljaš v pravo volkove, ne? Ne dobesedno, ljudje znajo biti kruti kakor volkovi ali ponižni kakor ovce. Aha, res je, poznam nekaj takih. Jezus, kako pa nas pošiljaš? Ne vzemite sabo ničesar, ne hrane, ne pijače, ne oblačil. Vzemite palico in obute sandale. Škoda denarja za volta. Ljudje vam bodo sami dali hrano, denar in pijačo, koliko boste potrebovali, če boste le stregli v Bogu. V katerokoli mesto pridete, tam ustrezite tistim, ki so potrebni pomoči, in dobili boste svoje plačilo. Večno življenje. Pojdite zdaj. Učenci so šli in pomagali ljudem na poti. Marta je našla lačnega in ga nahranila. Ana je našla žejnega in mu dala piti. Monika je dala obleko premraženemu. Mojca je našla ranjenega in ga obvezala. Magdalena je sprejela tujca. Na koncu so se učenci, polni veselja, vrnili k Jezusu in govorili: Gospod, lačne, žejne, nage, bolne, tujce smo sredi. Povem vam, karkoli ste enemu izmed teh malih storili, ste meni storili. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v vas kraljestvo, ki vam je bilo pripravljeno od začetka sveta. Torej, kaj bi lahko rekli, da smo tu videli? Torej, dva kralja. Kateri kralj vam je bil bolj všeč? Otroci, malo starejši, kjer je bil vam bolj všeč? Zemeljski ali Jezus Kristus? Ok, slišim nekaj zemeljsko. Kaj pa Kristus? Komu bil Kristus? Torej, ta igrica nas je vabila, kaj je pomembno v življenju. Ni pomembna čast, slava, denar, ampak da služimo bližnjemu, kakršenkoli je, predvsem ubogim, ki rabijo našo pomoč, da ne gledamo samo tisto, kaj bi mi, ampak da gremo iz sebe, da pomagamo našim bližnjim.